Pozdrav, predstavila bi vmesno poročilo parlamentarne preiskovalne komisije na področju ugotavljanja zlorab pri prodaji in nabavi žilnih opornic. Zdaj, kot veste, verjetno že, ker je bilo že tudi nekaj izjav za javnost, vmesno poročilo sem kot predsednica komisije pripravila že konec meseca septembra, 29. septembra je bila prva obravnava na seji komisije. Žal je zaradi, bom rekla, določenih pripomb strani koalicije oziroma članov, ki pa niso bile vsebinske narave, se zadeva malo zavlekla in smo šele včeraj, torej 10.10. čez večer sprejeli vmesno poročilo. To vmesno poročilo zajema torej osnovne splošne ugotovitve preiskovalne komisije in sklepe preiskovalne komisije ter predloge tudi sklepov za sejo Državnega zbora. V okviru vmesnega poročila je še dodatno vmesno poročilo in drugo dodatno vmesno poročilo, ki pa sta v bistvu, se bosta obravnavala na zaprtem delu seje. Tako da jaz bom povedala samo skupne vmesne ugotovitve, ki so v javnem delu, torej v delu, ki bo tudi odprt za javnost, in v bistvu boste tudi novinarji dobili to gradivo. Zdaj, samo za informacijo, preiskovalna komisija je do vmesnega poročila, torej od ustanovitve preiskovalne komisije do vmesnega poročila opravila 25 rednih sej in 14 izrednih sej. Osredotočila pa se je predvsem na nabavo in pa prodajo žilnih opornic v UKC Ljubljana, UKC Maribor in delno v Splošni bolnišnici Celje. Zaslišali smo 35 prič in opravili dve soočenji. Zdaj, moram reči, da delo preiskovalne komisije je potekalo dokaj nemoteno, razen recimo smo imeli na trenutke tudi probleme z sklepčnostjo in pa z udeležbo, predvsem tukaj je za izpostaviti poslansko skupino Levice, ki je bila zelo malo prisotna, namreč samo na 4 rednih sejah, pa še to ne v celoti, in pa na 3 izrednih sejah. Zdaj izostanke sicer opravičujejo z podatkom oziroma s tem, da je ta poslanska skupina malo številčna in težko v bistvu so prisotni na teh sejah. Malo več je preiskovalna komisija pričakovala tudi od uradnih inštitucij, to je Nacionalnega preiskovalnega urada, potem specializiranega državnega tožilstva in pa Komisije za preprečevanje korupcije. O tem smo sicer že govorili, da so vse 3 inštitucije zavrnile predajo dokumentacije v prvi prošnji. No, s tem, da potem smo od Komisije za preprečevanje korupcije pridobili določeno dokumentacijo oziroma vso dokumentacijo, ki se tiče predmetne zadeve, preko odredbe za zaseg dokumentacije, torej preko Okrožnega sodišča v Ljubljani. Zločin specializirano državno tožilstvo je na tem sodišču tudi uspelo in torej je sodišče ugodilo njim, da dokumentacije ne predajo. Nacionalni preiskovalni urad je pa potem glede na več prošenj strani preiskovalne komisije tudi nam dal dokumentacijo. Zdaj, kaj so skupne vmesne ugotovitve preiskovalne komisije, ki so bile včeraj potrjene na seji in bodo predstavljene tudi v Državnem zboru. Zdaj, na podlagi pridobljenih gradiv in na podlagi izpričanega prič je ugotovljeno sledeče. Da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in pa v UKC Maribor v letih od 2007 do 2016 oškodovali javna sredstva in delovali negospodarno ter nezakonito. Da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor za izvedbo javnih naročil, torej tudi v letih od 2007 do 2014, pripravili in izvedli javna naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja in so pri tem delovali nezakonito in večkrat kršili zakon o javnem naročanju. Obstaja sum, da naj bi prihajalo med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji do kartelnih dogovarjanj. Obstaja tudi sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih od 2007 do 2016 svojimi dejanji, ki nakazuje tudi na koruptivna dejanja, omogočili določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic in pa da obstaja sum, da naj bi določene osebe v slovenskih bolnišnicah od dobaviteljev zahtevali plačilo v zameno za nabavo določenih žilnih opornic in bi s tem seveda so ravnali tudi, naj bi ravnali nezakonito. Hkrati pa
preiskovalna komisija, torej glede na gradivo, pregledano gradivo in izpričano prič, predlaga, da pristojni organi raziščejo morebitne sume kršitev evropske pogodbe v delu pravila konkurence, in sicer z omejevanjem konkurence na slovenskem tržišču strani multinacionalke Abbott v letu 2013, kaznivega dejanja pranja denarja preko nabave in prodaje lastniških deležev v Mark Medical d.o.o. strani KB 1909 v letih 2006 do 2015, da naj pristojni organi raziščejo morebitne sume davčne utaje zaradi transfernih cen pri dveh dobaviteljih, da naj bi se, torej naj preiščejo tudi to, da naj bi se denar pridobljen iz prodaje žilnih opornic uporabil za nakupe lastniških deležev KB 1909 v določenih podjetjih, da naj bi se denar pridobljen iz prodaje žilnih opornic uporabil za nakup lastniških deležev KB v družbi Mladina d.d. in za njeno dokapitalizacijo, in pa da naj bi se ta denar tudi preko KB-ja stekal torej za dokapitalizacijo podjetij v Italiji, torej preko podjetja Vega Finance iz Luksemburga za dokapitalizacijo podjetij v Italiji in v Sloveniji. Torej to se predlaga pristojnim organom, da preiščejo te sume. Preiskovalna komisija bo na podlagi torej vseh gradiv izpričanja prič in pa glede na ugotovitve, posamezne ugotovitve, ki sem jih povedala, podala tudi nekaj naznanitev morebitnih sumov kaznivih dejanj pristojnim organom za fizične osebe in pa za, torej tudi za gospodarske družbe. Gre za naznanitev kaznivih dejanj po več členih Kazenskega zakonika. Za Državni zbor pa preiskovalna komisija predlaga 11 členov. V 1. členu predlaga preiskovalna komisija Državnemu zboru, da sprejme sklep, da se vmesno poročilo z vsemi prilogami preda specializiranemu državnemu tožilstvu in pa Nacionalnemu preiskovalnemu uradu kot naznanitev sumov storitev kaznivih dejanj na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, da se ista dokumentacija preda oziroma posreduje na Generalni direktorat za konkurenco na Evropski komisiji kot vlogo oziroma naznanitev suma kršitve na področju uveljavljanja pravil konkurence po pogodbi o delovanju Evropske unije, da se torej vmesno poročilo z vsemi prilogami preda tudi Finančni upravi Republike Slovenije pri Ministrstvu za finance kot vlogo naznanitve sumov kršitve na področju davčne utaje, da se vmesno poročilo preda Agenciji Republike Slovenije za varovanje konkurence kot vlogo naznanitev sumov kršitve na področju kartelnega dogovarjanja in omejevanja konkurence, da se poročilo preda Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov in oddaje javnih naročil kot naznanitev sumov kršitve Zakona o javnem naročanju. Potem dokumentacija se naj preda tudi Računskemu sodišču Republike Slovenije kot vlogo za revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja v javnih zavodih UKC Ljubljana in UKC Maribor od leta 2006 do 2016. In pa celotna dokumentacija se pošlje na sedeže proizvajalcev žilnih opornic, Abbott, Medtronic, Biosensor, Boston Scientific, Biotronic in Hexacat. Hkrati pa potem so še v nadaljevanju sklepi, ki od teh inštitucij, torej specializiranega državnega tožilstva, Državne revizijske komisije, Računskega sodišča in Javne agencije za varovanje konkurence, torej nekako zahtevajo, da se predmetna zadeva prikaže tudi v njihovih letnih poročilih, ki jih morajo predložiti Državnemu zboru. Hvala. Če je kakšno vprašanje? Če ni vprašanje. Hvala.